Krško, ki točke več ali manj nabira pred domačimi gledalci, je tokrat pričakalo ekipo Rudarja. Prva tekma lige se je končala neodločeno, 1-1. Tokrat pa sta bili ekipi sosedi na lestvici. Krčani so imeli 2 točki zaostanka za nogometaši iz Velenja. Prva kombinacija za domače v zelenih dresih, Sadikovič iz 18 metrov direktno v naročje gostujočega vratarja. Kot za Velenčane odbita žoga in strel Lotriča, ki si je takole pripravil strel. Mitja Lotrič močno, a nekoliko mimo gola, ostala je pri začetnem rezultatu. Še en kot za Knape, žoga pred gol in visoko prek vrat je tokrat z glavo meril Grgič. Napad za Krčane, dolga podaja na desno stran, potem pa Kramarič visoko čez gol, ena izmed lepših pozicij, a slabši zaključek Martina Kramariča. V zadnji minuti prvega polčasa je bil pred vrati Dangubič, ki je letos najnevarnejši Krčan. Nekaj centimetrov mimo gola Bilonk je izgubil žogo in Dangubič je zapravil najlepšo priložnost prvega polčasa. V drugem delu najprej vratnica Pušavra, ki je z bližine zadel le okvir gola, potem pa še priložnost za Duška, ki je meril z ogromne razdalje, ampak Radan se je izkazal s parado in žogo odbil v kot. Izredno lepa kombinacija Krčanov, Dangubič je tokrat zgrešil vrata in zapravil še eno izjemno lepo priložnost. Knapi so zapretili prvič v drugem delu, tekla je 74. minuta, Glavina je imel veliko priložnost za še 5. gol v letošnjem prvenstvu, a tokrat zgrešil, potem pa odločitev tekme. Dangubič, velemojstrski gol za 1-0, tekla je 87. minuta in Dangubič je takole žogo sprejel in udaril oddaleč, zares mojstrsko zadev za prednost Krškega z 1-0. Evrogol na koncu je tudi odločil zmagovalca, Krško Rudar minimalnih 1-0 in še tretja zmaga pred domačimi gledalci za zelene. Ja, sigurno, da je vsaka točka zelo dragocena. Realno danes tekma ni bila na preveč visokem nivoju, pozna se, da nam je četrta tekma v ritmu. Ni bilo svežine, tako da fanti so dali od sebe tisto, kar so lahko. Trdo delajo vsak dan in danes smo bili nagrajeni ob koncu tekme s tem res izjemnim golom Filipa, ki si definitivno tudi ta gol zasluži zaradi vsega, kar daje od sebe. Tako da zelo težka tekma in danes sicer bo marsikdo rekel srečna zmaga, ampak mislim, da smo si vseeno zaslužili zaradi vsega, kar se fanti dajo od sebe. Pa nismo imeli, to je istina, nekih pravih šansi, ali ne mogu da kažem ni protivnik. Ni bilo pravih priložnosti, to je res, a tudi nasprotnik ne. To je bil izenačen dvoboj, mislim, da smo imeli več posesti priložnosti, tudi Glavina je imel priložnost, tudi Grgič z glavo, tudi domači so imeli recimo 2 priložnosti. Potem pa Evrogol Dangubiča, ponovil se je dogodek iz prvega kroga, ko je enako z Evrogolom za Krško zadel Dangubič in mislim, da bi danes verjetno najrealnejši bil celo remi. Slična situacija kao iz prvog kruga gdje je Dangubić isto tako postigao jedan Evrogol, to se ponovilo sad. Mislim da nismo imali sreće, da je najpravedniji rezultat bio remi, nerešen.